kar sem rekla našemu gostu, doktorju Matjažu Lunačku, da me je ta film danes, ko sem na drugič gledala, pravzaprav še bolj zadev. Ampak najprej o našem gostu, ki je zdravnik oziroma psihiater, pa tudi je študiral poleg medicine primerjalno književnost in se ukvarja z njegovo področje dela je psihoanaliza in bi vas rada opozorila tudi na eno njegovo zanimivo knjižico, poleg verjetno mnogih drugih publikacij, ampak zelo zanimivo knjižico za drugačno usodo se imenuje Drobna knjižica, v kateri je teorija psihoanalize krsta pri savici. Zelo zanimivo branje, zato ker v njem tudi se primerja krst z nekaterimi deli sočasnimi pa evropskimi velikimi deli, ki obravnavajo podobno motiviko in odpira še en drug pristop k krstu pri savici, ki je tak megatekst slovenske literature in naše identitete. Zdaj pa ta film, mislim, da imamo veliko srečo, da je z nami nekdo, ki se spozna na psihoanalizo. Ker je ta film, mogoče bi tako najprej rekla, vse psihoanalitiki se veliko ukvarjate z umetnostjo, oziroma že od Freuda naprej, ne, že Freud je umetniška dela, literarna dela predvsem, ne, na enak način obravnaval kot klinične primere, ne. In zdaj v tem filmu, ki je narejen briljantno, ne, z tem odličnim igralcem, mislim, režija, tekoča, mislim, da je škoda zgubljati besed v tem, ker je ta tema in vsebina tako močna. Kje je bila tukaj tista prva napaka, ki je sprožila to snežino, ki ni bilo mogoče več ustaviti in v bistvu ni bilo nikoli več, tako kot je bilo prej. Pozdravljeni vsi. Tisto, kar bi najprej rad povedal, je to, da psihoanaliza umetnost vedno zelo cenila in tudi smatrala, da brez nekega poznavanja umetniških področij nekdo sploh ne more v resnici opravljati tega poklica, ker bi bil njegov pogled prevozek. Kadarkoli pa vidim kakšno pretresljivo umetniško delo, se zmeraj sprašam, kako pravzaprav umetnik, avtor, v tem primeru režiser, kako ve, kako da tako subtilno postavlja v medsebojna razmerja pomembna čustva, za katere bi človek mislil, da je treba nekaj več veliko sistematičnega pogleda, da bi prišla na plan. Gospa Kodrova me je vprašala, kje je tukaj stvar začela iti narobe. In jaz bi rekel, da je tu pravzaprav tako rekoč vse šlo narobe. Ko sem prvič ta film gledal, sem bil pravzaprav presenečen nad tem, da v neki družbi, katere predstavnik je tudi ta danski režiser, kako je možno, da vladajo v nekem socialnem kontekstu, mogoče celo materialnem, razmeroma skromne ali pa primitivne razmere. In to se mi zdi, da je seveda so že prvi prizori v tem filmu pokazali, ki takoj nakazujejo na to,
kakšno je razmerje med rablom in žrtvijo. Pričemer so očitno nekatere rabelske stvari in žrtve, ki so v zvezi s tem, zlahka sprejemljive. Čeprav najbrž ne moremo mimo tistega pretresljivega pogleda, ki ga nameni tako rekoč na začetku filma tisti Jen, in potem vse to burno veselenje pravzaprav nad trpljenjem in nad smrtjo drugega živega bitja. Saj konec koncev standardi ne bi smeli veljati samo znotraj človeške vrste, ampak na nek način tudi širše. Seveda sem jaz bil zaradi tega, ker sem kar nekaj let, več kot desetletje, vodil nek projekt, ki smo mu rekli psihoanalitičen vrtec, pa lahko ugotovil, da je seveda v tem vrtcu vse šlo narobe. Pa ne samo strani te vodje vrtca in drugih oseb, ki so tam bile, ampak tudi strani glavnega junaka, ki mu seveda potem zaradi razvoja dogodkov seveda namenjamo čedalje več gotovo simpatije. Ampak recimo glede na naše standarde, ki smo jih tam poskušali upeljati v analitičnem vrtcu, so bili vsi tam skrajno nekvalificirane osebe, s tem glavnim junakom na čelu, z vodjo vrtca, s tistim supervizorjem ali inšpektorjem, ki je zraven prišel. Vsi so pravzaprav ravnali napačno in izven tistega, čemu bi se rekli, nek zdrav dialog. A mislite že ravnanje vzgojiteljev z otroki? Ja, že na to mislim. Recimo, oni, tam v filmu je povedano, da se je, mislim, da v razgovoru s tem dekletom, ki postane njegova partnerka, je pravzaprav povedano, da je on bil učitelj v neki, ne vem, v osnovni šoli, gimnaziji, skratka, učitelj je bil in je potem očitno presedlal na to predšolsko vzgojo, za katero, za to dobo doraščanja je pa izredno pomembno, da poznamo vse mehanizme otrokovega razvoja, predvsem pa tisto, čemu mi rečemo teorija gonov. Se pravi, kako se izraža tako agresivni del, kot tisti seksualni. Sej to najbrž vsi veste, da otrokovega 5. leta gre čez te pomembne faze psihoseksualnega razvoja in te faze je treba dobro razumeti, drugače težko z temi otroci ravnamo. Recimo tisto, kar je bilo upadljivo, je bilo, kako malo besed je bilo med vzgojiteljem in otroci. Zelo veliko nekega preganjanja agresivnih vsebin in zelo malo izrečenega. Ne vem, če je to za pripisati samo posebnemu značaju tega vzgojitelja, ampak vsekakor veliko stvari se je tukaj na nek gibalni način pravzaprav uveljavljalo. In če bi ta vzgojitelj bolj poznal otroški razvoj, zagotovo s to deklico in z njenimi začetnimi ravnanji, ki so bile vse pravzaprav v skladu z, bi rekli, oidipsko zaljubljenostjo, bi on lahko dosti bolj taktno pravzaprav postopal in seveda vso nadaljnjo nesrečo preprečil. Seveda, pa to nič ne zmanjšuje pomena tega, kakšni agresivni impulzi pravzaprav v nas vseh, lahko tako rečemo, tlijo
in čakajo tako rekoč samo priložnost, da bi prišli na dan. Zato je zelo pomembno, ne, da imamo neko močno, obširno introspekcijo, da se tega sproti zavedamo. Ampak moj vtis je bil, da je on pravzaprav s tem igranjem z otroki, ne, v bistvu en del njihove energije sprosto, ker je potrebno in da je v trenutku, ko je začutil, da je deklica zaljubljena v njega, da je v trenutku pravzaprav reagiral. Je rekel, ne smeš, samo očka pa mamica se poljublja na usta, ti srček je rekel, je zavrnil, ne. V bistvu, mislim, da je on vse naredil, da bi punčko oddaljil. Jaz mislim, da je vse napravo narobe. Da je vse napravo narobe. Namreč takšno majhno, ne, recimo 5-letno bitje ali kakorkoli, ne, ki seveda, da mi rečemo, otroško čustvuje, ampak gre za to, ne, da gre za izrazita, močna čustvovanja in taka čustvovanja seveda moramo spraviti na nek način v besede, ne more se jih zavrniti, ker ona je bila pravzaprav v teh svojih ljubezenskih izjavah na nek način zavrnjena in ko je to enkrat začutila, je pa seveda šla v, mi rečemo, en obrambni mehanizem psihološki, ki se mu reče zanikanje. Tukaj se mi je sicer polno izraženih nekih mehanizmov, kako se poskuša opraviti z čustvenim življenjem. Skoraj na koncu filma, ko oče sedi zato ob teh hčerki na postelji, ona ga dvakrat vpraša, si žalosten, in on dvakrat odgovori ne. Ne more pravzaprav izraziti tega. In to velja pravzaprav tako rekoč za vse protagoniste tega filma. In recimo, če bi bil on vzgojitelj v psihoanalitičnem vrtcu, bi ob takem darilu, ki ga je dobil, bi se z deklico pogovarjal, kaj je s tem poskušal. In potem ona seveda ne bi imela nobenega problema, da bi zanikala, da je to darilo sploh od nje prihaja. In potem ste videli zanimiv obrat, kako je ona psihološko naredila. Nisem jaz njemu to dala, ampak on je meni dal ta srček. Poleg tega pa z takimi, posebej v tej dobi, kot je bilo dekle, z takimi moralističnimi, bi rekel, s tem, kaj se sme, pa kaj se ne sme, pa koga se poljubi na usta, pa ne, je tudi pomembno, pravzaprav, ker ona ga je, če bi rekel, to se pa lahko zgodi samo med mamo in teboj, in očetom in teboj, pravzaprav ni upošteval tega, da je on kot vzgojitelj, ki je dnevno s tem otrokom imel pravzaprav popolnoma enak status, ali pa včasih, smo v analitičnem vrtu videli, niso želeli otroci domov iti, so rekli, rajš bom s tem vzgojiteljem. Skratka, so izrazili, da začasno, tako, da imajo tisto osebo rajši. In seveda, to so, zdaj pri teh telesnih stikih, so stvari zelo delikatne, ampak očitno ta skupina ni imela pa nobenega problema, da so agresivno izražali to, in skakali po tem vzgojitelju. On pa ni imel nič proti, on ni rekel, zakaj jih po glavi mi pa ni treba skakati, ampak ko je šlo za neko nežnejše čustvo, je pa on pravzaprav to ni znal na ustrezen način speljati. Mogoče bi še tole povedal, ker se mi zdi, da je na pomemben način to bilo tematizirano v tem filmu. Namreč okrog teh otroških fantazij pa realitete. Najprej je namreč, Freud je okrog tega otroškega razvoja
napravil pravzaprav 2 stopnje. Ne? In v prvi stopni, ki se je rekla teorija zapeljevanja, je tisto, kar so mu pacienti pripovedovali, pravzaprav imel za posledico tega, kar se jim je zgodilo v otroštvu, skratka, teh poskusov zapeljevanja odraslih ljudi. Potem je pa to teorijo zapeljevanja opustil in je bil bolj pozoren na te fantazijske vsebine. Skratka, da je, tako kot je v tem filmu se pokazalo, ne, ona je naredila eno zgodbo, ne, okrog nečesa, okrog neke svoje prizadetosti, skratka, tukaj veliko deluje ta domišljija, fantazija in potem je Freud se obdržal pri tej drugi, ne. Mi 100 let kasneje, ne, pa kar naprej še prežimo, mogoče dosti pretirano prežimo na neke znake, tudi to je ta film tematiziral, na neke znake pravzaprav zapeljevanja otrok strani odraslih, tako daleč, ne, da se po moje lahko tukaj naredi otrokom zelo velika škoda, ker nastane neko razpoloženje ali pa vtis, ne, da se je treba z otrokom skrajno previditi. Če nisi slučajno oče, mama, če si samo sosed, je že nevarno pravzaprav, če boš tistega otroka ugovoril. Skratka, ta preganjalna, te blodne ideje so zelo nevarne in tukaj so se prav na tej podlagi, ne, so se prav te v vse smeri tako strahovito razrasle. Ne. In pravzaprav zajele celo skupnost. Se mi zdi, da je ta človek, ta prijatelj iz tiste velike hiše, ne vem, kako mu je bilo že ime, ne, se je zdelo, kot da je en čas pravzaprav tako rekoč edina oseba, ki je izven tega kroga. Zato nam tudi režiser pomaga res na začetku filma zato, da utemelji dekličino simpatijo do vzgojitelja, ker poslušamo, kako se mama pa oče kregata, prepirata, kdo jo bo peljal v vrtec, skratka doma. Tudi išče punčka en nadomestek, ne? Gotovo, ne, recimo več stvari se tam pokaže. Ona je zelo navdušena na tisto psičko Fani, ne? In tam v njihovi družini, če ste opazili, nisem opazil, da bi tam kakšen pes bil, ne? Bi lahko tako malo nafantaziral, da mogoče si je tega psička želela, pa ga ni smela doma imeti, ne? In ta odnos do živali, ne, je zelo zanimiv, ne, ker enkrat, mislim, da v enem prizoru, ko to stanovanje pokaže, vidite po vseh stenah, vidite neke rogove in tako naprej, po tleh ali pa celo na steni ena medvedja koža in tako naprej. Polna živalskih mrličev je ta hiša in zanimivo je tudi to, ne, da potem, ne, ko se ta zgodba razvija, seveda tudi ta Fani, ne, utrpi smrt, ne, tako kot so v bolj, kako bi rekel, kukar urejeno, ne, lovci so, ne, v urejenih razmerah so te živali že prej utrpeli škodo. Potem seveda, ne, kot vi rečete, to nesoglasje med možem in ženo, ne, in kadar mi nekaj negativnega projiciramo nekam navzven, izven družine, izven nacije in ne vem kaj še vse, ne, zmeri nastane tam v tisti družini nastane pa konsolidacija. Ne? Mož in žena sta zdaj kar naenkrat v tem skupnem besu proti temu na nek način združena. Ne? Tako da tukaj gre ne seveda za zelo močne projekcijske mehanizme, ne? Ki imajo pač takšno funkcijo, kot smo jo videli. Potem je pa še ena nota znotraj te družine pa je pa seveda ta starejši brat. Ne?
Namreč, če tako gledate razvojno, ta starejši brat je, ne vem koliko je to star, nekih 15 let, recimo v tej dobi, ko adolescenta en kup nalog čaka, a bo za eno punco spoznal ali ne bo, to so malo skozi tistega sina pokazali, ne punca pa ni še zame, nekaj podobnega, in se pravi, hkrati pa z velikim interesom že za seksualnost, kar je tisti prizor pokazal, ki tam tiste nepornografiske slike, ki jih tudi ta Klara vidi, in je koincidenca ta, da se ta starejši brat, se pravi v pubertetni dobi, in Klara v svoji odipski dobi, to sta dve obdobji v življenju, ko najbolj vre, bi rekel, to gonsko življenje, in lahko bi celo po njegovi reakciji ob tistem postavljanju božičnega, tiste božične scene, tisti njen brat mu sonce prijo na oči. In ni seveda dvakrat zareč, to je seveda film puščal odprt, da je v tem gonskem seveda ta brat imel svoje prste vmes in mogoče so sploh te pogostnost teh bratsko-sestrskih in tako naprej, izrazov, posebno, če je taka razlika, se prav mogoče pride do takšnih zlorab, ki pa potem jih tako ne imenujemo, zato ker sta oba dva mladoletna, ampak naprav eno 15-letnemu fantiču je 5-letno dekle nebogljeno, glede vedenja o življenju. Potem pa seveda se vidi, kako tam je en prizor, zanimivo, kako v šali je potem sicer to napravljen, ko se sin in oče srečate, ko njega iz tistega pripora izpustijo in se objameta in potem z tih okn rečejo, ne preveč, da ne boš spet nazaj v zapor šel. Skratka, vse je prežeto s temi aluzijami na seksualnost, ampak mislim, da te skupnosti je dosti slabše sploh, kar se tiče agresije. Kaj pa direktorica vrtca, oziroma ravnateljica, kako se reče, ta vzgojiteljica, kako je ravnala? Ker po drugi strani se reče, tako je treba ukrepati. Tam so, kot sem že povedal, tam so seveda vsi ravnali neprofesionalno. Seveda ni takšnega, če se nek takšen sum pojav, to je čisto res, da je treba ukrepati, ampak ne ukrepati na način takšnih aktivnosti, ampak ukrepanje v tem smislu, da če je že tak, prvič bi seveda mogel, ona se skoraj s tem vzgojiteljem ni pogovarjala, ali pa zelo pomanjkljivo, ker se je nekako čutilo, da ima tudi sama neke kar hude probleme, mogoče z izražanjem čustvenim pa vsega skupaj, recimo tista njena skoraj paničen tek, ki ga je imela tam na dvorišče in kako je on bil kar nenadoma nek zlodej, tisto ni kazalo pravzaprav velike integritete te gospe. Seveda to, da je, ona je nekaj s tem ne znam ravnati, in je poklicala na pomoč nekoga, ampak taki pogovori z nekim supervizorjem in tako naprej, preprosto ne smejo potekati tako. To ni, to lahko vi napravite v smislu, in kadar za neke močne sume zlorabe gre, se dejansko takšnega otroka lahko pravzaprav vodi z njim neke določene pogovore, ampak se preko
preko tistega, kar je otroku blizu, preko igralne terapije in tega, lahko potem se brez gotovostjo reče, da je ena takšna reč dejansko bila prisotna. Ne? In to tudi ne morete recimo določiti po enkratnem pogovoru. To mora biti več pogovorov. Ne more nastati neko zaupanje pravzaprav med tistim izpraševalcem in seveda otrokom in tako naprej. Ne? Skratka, na tak način se ne da nič izvedeti. Ne? Poleg tega, vesel otrok ima že svoj, kako jaz vem, takole star, nek določen ponos in tako naprej, ne? In ona bi dejansko bila osramočena s tem, če bi spreminjala svojo zgodbo, ne? Ona je kar ustrajala, ne? Čeprav je našla pol eno zanimivo rešitev, je našla, ne? Samo oni so jo potem seveda na svoj način v skladu s tem, kako je to vse bilo interpretirati, ona je potem rekla, ne spomnim se, ne? In potem mama prav, seveda se ne spomniš, ampak zato, ker je bilo tako hudo, se ne spomniš, ne pa zato, ona je pa pravzaprav ne spomnim se rekla, zato, da se je izognila, ne? Da bi se izognila pogovoru. Ker kadar otroka pravzaprav na nečem, kar ni čisto v skladu z realnostjo, pravzaprav pridete na to, ne? Ima otrok zelo zanimive načine, kako se temu izmakne, ne? In recimo, če pri nas so pri nekaterih vsebinah v tem analitičnem vrtcu, ne, ko so se več pogovarjali z otroci in se je zanimivo zdelo, ne, kadar otrok ni tega pogovora več želel, pa še ni znal to izraziti, ne, in pa pokril si ušesa. Okay. Skratka, neke vrste, nič ne slišim, nič ne vidim, nič ne vem in tako naprej. No. In to se je seveda ta deklica je to kar dobro obvladala, ne. A se tem stvarem lahko reče laž, ali je... Ne, jaz mislim, da je tudi to bilo tukaj seveda napačno bilo uporabljeno, ne. Mi ogromno stvari najbrž izrečemo v skladu, otroci, mogoče tudi odrasli, v skladu z nečem željenim, ne. Ponavadi se pravi, se bolj izognemo, ali pa nekaj vprašanje, ki nam ni všeč, se raje malo izognemo, tismo nekaj podobnega, ampak to, ne, tukaj je bilo pa večkrat, ti lažeš, ne. Se pravi, s tem si pa potisnen, ne, pravzaprav čisto ob steno in imaš samo to možnost, ne, da to nase vzameš, rečeš, ja, res sem lagal, ne, ali pa do onemoglosti, to je seveda veliko bolj pogost izhod, ne, do onemoglosti vztraja oseba, da ni povedala resnice, ne. In tukaj zdaj, kaj je resnica, ne, je pa seveda vprašanje, ne, ker mi, psihologi, psihoanalitiki, psihiatri, govorimo seveda tudi o psihološki realnosti, ne, kako je to v psihološkem smislu. Včasih je tista realnost, ne, recimo za otroka, za nekoga, ne vem kaj, lahko bolj realna, kot pa tista zunanja resničnost sama. Ampak preden me vprašate še nekaj, bom pa jaz vsem bi rad pravzaprav povedal nekaj o tem junaku, ne, ki je kar kompleksno prikazan, ampak se zdi, ne, kot da, seveda tudi kot del te družbe, ne, ki jo je pokazalo, ne, se mi zdi, ne, ima tudi sam probleme z agresijo, ne, in kljub temu, ne, da je v hudi stiski, ne, pravzaprav pa tudi, če smo ljudje v tako hudih stiskah, kot je on bil, po moje te vrste, mi rečemo acting out, ne, tega odreagiranja na osebo, ki pri stvari pa res ni nič imela, to je bilo novo dekle, njegovo, ne, je on izrazito po principu odreagiranja, ne, jo tam pravzaprav zelo grdo vrže
vrže na cesto, ne, in tam pa se on ni pripravljen, ne, z njo pogovarjati, ne, ona je samo nek dvom izrazila, ne, ki je ne absolutnega zaupanja, ampak to bi mogli ljudje vendarle prenesti, no. Ja, ona je v bistvu najbolj topel in normalen človek v tej družbi in tudi njen hipen dvom, ne, je pravzaprav upravičen, ne. Ja, ne, zakaj pa ne bi, ne, zakaj pa bi slepo zaupala, si sta se poznala pravzaprav razmeroma malo časa, ne, je bil tak dvom na nek način psihološko, tako bi upravičljiv. In ko je vprašala, ti to res misli? Ne reče ona, pravzaprav ne, ampak že v naslednjem trenutku pa on tako odreagira na njo. Tako da, veste, mi smatramo, da pri teh poklicih, ki jih imenujemo transferne poklice, ne, kjer postane nehote človek za drugega človeka zelo pomemben, ne, kot je zdravniški poklic, psihoanalitični poklic, duhovniški poklic, ne, in tako naprej. Se mi zdi, da pri teh poklicih bi bilo izredno pomembno, da se ljudje ustrezno ali pa zelo močno pravzaprav sami sebe spoznajo, ne. In jaz sem rekel, ne, da pravzaprav nekdo, ki upravlja recimo duhovniški poklic, jaz bi vse jih poslal za 2 leti v psihoanalizo, zato da bi sebe in svoja čustva, prav tako koga drugega, ne, ki lahko mimogrede, ne, pravzaprav s kakšno besedo ali pa kaj, iz njegovih ust pomeni mnogo več, ne, kot beseda koga drugega, ker je to položaj nekega posebnega zaupanja, ne, tako da tam je treba, ne, pri teh poklicih biti zelo, in tukaj seveda se pokažejo, ne, tudi on, ne, zato ne sposobno. Ne znajo, ne. Čeprav v primerjavi z drugimi, saj na začetku filma se vam kar zdi, ne, da on bi neke dialoge vodil, ne, on bi se pogovarjal s to vodjo vrtca, on bi se tudi z ženo nekako poskušal pogovarjati, ne. Ima neko sposobnost na drugi strani, na eni strani mogoče ta odreagiranja, na drugi strani pa pokaže, ne, neko sposobnost dialoga in pa tudi morda bi rekli neke nezamerljivosti, ne, ker tisto je pa ganljivo potem, ne, kako on v tistem skoraj zadnjem prizoru, ko se tista Klara pojavi in jo tam čez iste črte prenese, ne, pravzaprav pa pokaže, ne, en občutek za otroško psihično življenje, ne, eno empatičnost, ne goji kar zaradi tega, kar mu je zdaj bo povzročeno, da bi on kar eno sovraštvo. Tam pravzaprav na toplino, ne, uspe pokazati, čeprav je tvegana, ne, po vsem tiste, kar je No, že tudi prej, on v bistvu nikdar proti deklici, vedno se zadrži in je zelo zbran. Takrat, ko deklica k njemu domov pride, ne, hoče psičko delati in tako. Vedno z deklico zelo ravna tako, nikoli svoje agresije, ne. Kaj pa ta množična psihoza, no, kada se kakšna taka stvar v eni skupnosti, ki je očitno precej zaprta, ne, če se tle sproši nekaj takega, kako hitro, ne, se ljudje, tudi taki, ki nimajo nič s primerom, obrnejo proti tej Zdaj, pri teh mehanizmih, ne, ko se tudi Freud je to na široko obravnaval, ne, te mehanizme množične psihologije, gre za to, da kadar se to v neki skupnosti vzpostavi, kaj je prvi nasledek tega, je, ne, da je tisto, kar bi
en individuum sam ravnal in sprejemal za tisto odgovornost, je takrat, kada nastane ta kontagioznost, no, bi rekel, lahko to vojne, ne, v glavnem tudi prenesijo, ne, pravzaprav lahko ljudje nekaj počenje, kar sicer sami iz svojega psihičnega ne bi počeli, ne. In tam je, kot da je ta osebna odgovornost za svoja dejanja zmanjšana, ne. Ker on prav reče v tisti trgovini, prav, pa, ne, on na glas tam govori prav, pa kako je to mogoče, a lahko enega človeka, ne, kar takole, ne, udaraš in zbiješ po tleh, kot je tisti mesar njega. In očitno teh besed, tisti, ki so tam naokrog, ne morajo slišati, ne, ampak celo pripomorijo potem, ne, se ta skupina pravzaprav, tiste konzerve, ampak to najbrž tudi je en fakt, ne, da stvari v nas na nek način tlijo in lahko pridejo na tak način v ključnih situacijah do izraza. In to mora vsak od nas pravzaprav na nek način vzeti na znanje. Nismo mi zdaj tule, kaj pa vem v Sloveniji, pa zdaj eno toliko boljše okolje ali pa kakorkoli, ne. Tako sem slišal med filmom par komentarjev, ne, ki so kazali, to se dogaja, ne, mogoče nekje druge, ne, ni tukaj, ampak moramo vedeti, zmeri je tukaj, da se teh stvari tiče. Pravzaprav človek se vedno boji tistega, kar je od njega. To je pa najboljše, da se čim bolj spozna, ne. Zdaj, pri umetnost to precej prinese, se mi zdi, na plan, ne. Vsak se je po mojem v tem filmu z mnogimi čustvi pri sebi srečal. Kaj pa lahko zdaj vsak od nas s tem napravi, ne, je pa druga reč, ne. Lahko to čisto v svoj prid obrne, ali pa v prid nekega razvoja, ne. Lahko, ja, to funkcijo naj bi umetnost imela, ne. Ampak kanali, ne, kako to poteče, pa niso čisto racionalni. To nas zadene emocionalno, ne, in se verjetno poveže z mnogimi stvarmi, ki se jih v tistem trenutku morda niti ne zavedamo, ne. Mogoče prinese neke vsebine, morda tudi iz otroštva, odkud prikaže, zdaj od vsega posameznika odvisno, kaj lahko s tem napravi, ne. Lahko konec tudi samo projiciramo, ne, pa rečemo, kakšni so bili te barabe, ne, ta skupnost in tako naprej, ne, lahko tudi tako bi končali, ne, to. Ja, glede na to, da se to dogaja v visoko civiliziranem okolju, kjer imajo lep dizajn in tako naprej. Ja, to ste na začetku rekla. Imajo že to okoljno pravico in to. Skratka, glede na to, ne, si lahko vemo, kaj se lahko v bližnjih krajih. V teh visoko civiliziranih okoljih se mi zdi, da imamo včasih malo, zato ker mogoče kaj dobrega, ne, kaj kakšen lep dizajn od njih pride, imamo morda preveč dobro mnenje. Jaz sem bil v 80-ih letih, sem bil na Norveškem in sem si ogledal tudi eno psihiatrično bolnišnico, pa tudi en otroški vrtec. In tisti otroški vrtec, način, kako je deloval, tam sem eno dopoldne preživel, pri nas bi ga naslednji dan zaprli. Ker standardi tistega, tudi prostorski, celo prostorski, na Norveškem, je 20 otrok ždelo v eni sobci, ki ni bila večja 20 kvadratnih metrov, skoraj brez vseh igrač,
vzgojiteljice so se bolj samo s sabo ukvarjale kot z njimi. Skratka, ta standard, mi seveda te, predvsem skandinavske demokracije, tako gor vzamemo glede določenih stvari, kako so, ne. Ampak recimo, kaj bi vam povedal ta podatek, ne, da ima glede na število prebivalcev, ne, Norveška, ne, zdaj, govorim proporcionalno, ne, v takih številkah, ima več kot 2,5-krat več psihiatrično zaklenjenih, zaprtih bolnikov kot pri nas. Ne? Se pravi, da najdejo neke načine, kako bi ti ljudje lahko živeli v skupnosti, ne da bi bili nekje pod ključom. No? Toliko, no, v teh visoko razvitih demokracijah. Mogoče bi še kdo povedal, kakšen svoj vtis. Ja, ker tukaj je res veliko materijala. Ker je res veliko in različne izkušnje prinašate sabo. Meni se zdi ta prikaz alkoholizma v filmu tudi zelo pomemben, ne, za danes. To, naprimer, več teh prizorov, najprej pitje, potem pitje, skupno pitje, potem pitje, to, kar pripelje ta glavni junak svojega prijatelja, tega očeta domov in da ženo objame, kako mi hotne. To je tudi nekaj posebno pravzaprav, ne, oziroma hoče po mojem avtor prikazati, da je družba s tem prežeta, ne, precej. Ja, očitno je tako prežeta, da ta res sploh ni problematizirana, ne. Zdaj, ta je problematizirana tukaj in celo v tem pravzaprav tudi ganljivem prizoru, ne. Če sem prav opazil, ne, ko ta prijatelj pride potem k njemu in mi prinese hrano, mislim, da mu je prinesel tudi eno steklenico viskija, ne vem česa, ne. Se pravi, na takle način, ne, bomo tole reševali, ne, z alkoholom se nekaj, ne, vemo pa, da alkohol pa agresija, pa vse to gre precej skupaj, ne. To je zanimivo, ne, da ni nič problematizirano to. Ker lahko bi konec tega manj pokazali. V čisto vsaki pomembni situaciji se je točno to dogodilo, ne. Prav obred. Ja. Če smem, mene je pa malo presenetil ta odnos do otrok. Namreč delala sem tudi v vrtcu, pa se mi zdi, da otroci so, bom rekla, vredni nekega spoštovanja. Ne samo tisto igranje, pa te zadeve, ampak da ga spoštuješ kot osebnost, polno. In s tem, ko ga spoštuješ kot osebnost, imaš do otroka neko distanco, tega otroka ne smeš preveč nase vezati. S tem, ko je bil ta deklica toliko vezana, bom rekla, na tega glavnega akterja, igralca, se pravi vzgojitelja, je videla pri njemu polno oporo, pa tudi te seksualne in te zadeve, kar ste že govorili, ne. Do tega sigurno ne bi prihajali, če bi imel on en tak zdrav odnos do te deklice, pa tudi do teh otrok, kaj se oni tam skrivajo odzad, pa ga presenetijo, pa potem si na njega. Ta vzgojitelj si ne bi smel dovoliti, da mu plezajo po glavi, pa povsod. Postavimo samo situacijo, da bi, naprimer, bilo v vodi, kar je tudi nekaj kadrov prikazanih pri vodi, ne, naprimer, da se to neka aktivnost pri vodi dogaja, pa da vsi planijo na njega, se ga utopijo, ne. Hočem reči, tudi on bi moral imeti nek odmik od vsega tega dogajanja. Razen tega pa film tudi pokaže, kako je pravzaprav ta oče bil zdaj zgleda na novo ločen, odvojen od sina in je najbrž tudi sam želel ali pa podzavestno nekje kompenziral tisto manjko odsotnost svojega otroka. Tako da
je klele kar splet enih večjih zadev, ne. Predvsem bi pa rekla, no, mečkan sem tudi sledila nazaj Brci na Danskem. Vem, da so oni nihali, je bilo, bom rekla, haj, pa veliko kadrana skupino, pa tudi prostorstvo, pa sem pa spet zasledila, da so padli pa čisto drugo skrajnost, tako da so te zadeve, bom rekla, tako predstavljene, ne. Toliko bi imela jaz malo za razmislek. Hvala. No, to, kar je gospa rekla, se mi zdi pomembno, ko omenja, se uporablja besedo distanca, pri vzgoju in spravljanju otrok, če jim hočemo psihološko pomagati, dejansko moramo za njih ustvarjati nekaj, čemur bi rekli, mentalni prostor. Nekaj med otrokom in nami, kar on še popolnoma ne razume, mi poskušamo na nek način pokazati, odpreti, in s tem on veča svoj mentalni prostor. Če pa zgolj, kot vi pravite, ostajate celo na nivoju tega otroka, seveda na tak način ne morete pomagati. Vi ste bili pozorni na to, kako oni njega prestrašijo, ampak on kot v enakem, samo obratu, enkrat prestraši njih, skratka, in pa so vsi otroci v resnici, skratka, za to sposobnost razširjati ta mentalni prostor, je treba seveda v otroku in njegovem razvoju zelo veliko vedeti, drugače, in ta vzgojitelj zagotovo tega ni bil vešič, Kako je to umeščeno v to prikrajšanost, kot vi rečete, to je pa seveda druga stvar, ampak ta bi lahko bila zelo obširna, ker lahko, če bi recimo neko uporabo, ne zlorabo, ampak uporabo otroka tako na široko recimo vzeli, bi bilo zmeri problematično, kadar se odrasla oseba z otrokom tudi čustveno hrani, ker v bistvu otroku je treba biti v tem smislu tega možnosti, tega njegovega razširjanja prostora mentalnega na razpolago, naša udeležba, pri tem je pa bi mogla biti precej nesebična, in zdaj, kdo pa to vidi in tako, kadar imamo neke močne potrebe, kako jih pa obvladamo. Ampak zdaj mi je prišla ena komična podoba, mislim, da Chaplinovega filma, ki je bil zelo lačen, pa bil pa tam en otrok, ne vem, kaj je imel, sendvič, pa on še min grede zraven ugriznil, pa mu je zmanjšal tisti sendvič, mu je zmanjšal, Skratka, kadar ima nekdo nekaj iz tega pogonskega zelo močne potrebe, je to težko bo to obvladovalo, Tako Meni se zdi, da je poanta bila prikazati ravno to čustovanje, takrat, ko je človek v stiski. In njegov stiske je nastala takrat, ko se je začel problem. Bil je popolnoma nedolžen. In ta nedolžnost njegova, kako je težko jo dokazati, ko gre za otrok. Če pa par kadrov, recimo prej, če je dvakrat nekje nakazala, da je možnost neke zlorabe, in to prav doma. Prvič, ko je učiteljici rekla, tudi drugi so to kazali, spolni organ. Tudi drugi so to kazali. To je rekla. Potem tista sekvenca, ko se njena ta brata s temi fotografijami, tudi sta govorila o spolnem organu. Potem je recimo takrat, ko se oče usede k njej na posteljo in je ona omenjala pop Sanja, psa in Lukasa.
oče je nekaj tega slišal in je rekel, ni Lukas, jaz sem. To se pravi, on je ubil psa. Oče je ubil psa. No, to Na nek način je tudi delno, tudi ta zadnji strel, ki je bil, da se počasi, ne? Oče je vedno poskušal streljati na njih. Ali pa gledaj, ker jaz imam občutek, da se v tej familiji, s kateri se Pučka, vse slabega dogajala. In da je Pučka bila na njem, da kršilko bilko iskala, ker je bil tako dober. Vsi so ga imeli, če to ni bil njen vzgojitelj, ampak je bil hišni prijatelj. Se reče, on je na nek način bil zelo blizu tej deklici in je edino uporo videla, da je ona v njem. In takrat, ko se sproži problem, takrat ona poskuša stvar izglaviti. Jaz sem neumnost povedala, pa zdaj vsi verjamejo. Tako je rekla. Ampak nišče več mi verjel. In ta čredni gon, ko govorimo o goni, tudi kaj je zelo izražen ta čredni gon. Ko cela skupnost zagrab zadrstva in stik z realnostjo izgubi. Nišče se več za resnico sploh ne zanima. Samo kako čarovnico objesiti. Ali pa rinče. Mislim, da ta film veliko pove o človeškem ravnanju, o tem nasilju, podtalnem, zahrbtnem. To je verbalno nasilje zame hujše, pa laž hujša od fizičnega nasilja. Ker je to ima neke korenine, ko se tako razširja, kot kar leze. Ljudi več jih ne zanima resnica, to je za nas res, mi se s tem zabavamo. Skoraj da zabavajo se z nesrečo drugega. Ja, se to je najbrž čist ta pot, ne, ena v tem preganjanju, ne, je verjetno tudi neka naslada, no. Je točno vse. Vsem, kaj je, kadar je ali ena skupnost, ali ne posameznik, kadar nastanejo hude stiske, je psihološko tako, da ljudje začnejo, in tako ravno v smislu množične psihologije tudi, začnejo ljudje regredirati, no, v nek regres grejo, ne, in začnejo kazati pravzaprav neke oblike vedenja, ki bi jih sicer že zdavnej presegli. To se pri otroku dogaja v razvoju, ker ga kaj hudega čaka, ker potem se ima nazaj. Pri odraslem pa tudi, ne, in neka analitičarka, ne, slavna Melanie Klein, je pravzaprav govorila o teh položajih, ne, psiholoških položajih, ne, in kadar so stiske zelo hude, ali pa recimo vojna pred nekaj prej, se ljudje pomaknijo, potem ne morejo recimo več žalovati, ne, ali kaj podobnega, ne, ampak se pomaknejo na neko stopno preganjalnega, ne. In tukaj se mi zdi, da je ta skupno, vi ste dobro opazila, ne, zelo je pokazano, kako je ta skupnost res zaprta, ne, skoraj nikogar ni, ne, ki bi od nekod ven izven te skupnosti prišel. Mislim, da je celo tistega supervizorja opazite enkrat v tisti trgovini, ko vdaleč pravzaprav sprejete, ne. Zelo dirigirana vprašanja zastavijo deklice. No, takrat, zdaj govorim tam, ne, on sploh nič ne ukrepa, ne, ko je v tisti trgovini priča enemu zelo nasilnemu prizoru, ne. In to je eden od pogojev, ne, da te paranoidni mehanizmi začno preganjalni delovati, da je skupnost zaprta. Recimo, ko so proučevali, kaj se je dogajalo v teh napol verskih ali ne vem kakšnih skupnostih, ki potem so sledili množični samomori znotraj, se veste, ne, je bil eden od pogojev, da je ta mehanizem stekel, je bila skupnost, ki se je zaprla, ki ni več dopuščala nobenega pretoka za širšim okoljem. In tukaj se čuv pravzaprav tudi vprašati, ne, ja, kje pa so ti drugi organi, ne, kje pa je policija, ker da ceste se nekoga prevlati in tako naprej.
Ampak verjetno je to samo neka metafora za zaprto skupnost, ki je zdaj znotraj tega deluje. Ja, še eno vprašanje, namreč o sklepnem prizoru, ko je ta strep, in mi poveže to enostavno z naslovom lov. Dogaja se to leto dni potem, ko je nekako skupnost navidezno oprostila, skozi iniciacijo sina, sprejem v lovsko druščino, poravnala neke račune in tako naprej. Ampak ta sklepni strel in to dejanje nekako ne morem ga si čisto razložiti. Kako ga vi vidite? Zame je to, da v bistvu skupnost, zlasti takšna kot je, nikoli ne odpušča. To se pravi, da kdo ostane in lov se nadaljuje. Ja, po moje je to možno pravzaprav razložiti nekako v okviru te teorije travme. Če je enkrat pravzaprav ta skupnost je seveda s temi dejanji, če enega konc koncev tudi na tak način obravnavaš, ravno fajn se ne moreš počutiti. Nazadnje se mi zdi, da je cela skupnost tudi že traumatizirana. In bistvo te predelave travme, ne psihoterapevtske, ampak take, kar v skupnosti je neprestano obnavljanje in ponavljanje. Se veste, koliko skupnosti se odpuščajo, ko vsi se tukaj z neko spravo ukvarjajo že 60, pa ne vem koliko let, da bi kar takle dogodek, veselo, tam vse je tako lepo, ampak za darilo pa je dobil puško, je dobil neko orožje, s katerim bo spet nekdo žrtev, vsej s puško se ne strelja samo živali očitno, to več kot očitno pokaže, ta film, ja. A ni to eno opozorilo, kako je agresivnost, ko se vzbudi, nevarna? Da se mi vsi skupaj zavemo, da je agresivnost okrog nas in da to ni nekaj, kjer naj bi kar mižali. Pa počakaj, da bo nekdo drug to za nas uredil. Najbrž je to v tem filmu kar subtilno pokazano, ker kot vznik tega konflikta, vsega tega je kakor neka namišljena seksualnost, ampak potem se pa vse dogaja v agresivnem kontekstu. Lahko je Samic vprašal, kaj je ta zadnji strel namenjen njemu? Po mojem film pušča to odprto. Po mojem filmu ni nekaj za zapirati, kdo, koga, zdaj, ampak mi vsi vemo, čutimo, da nikoli več ne bo tako, kot je ta skupnost mislila, da funkcionira kot nekaj skladnega, pa očitno je najmanjši en tak dogodek, ki jo takoj iztira spravu. In ta strel je metafora, filmsko zelo uporabna, tle so filmarji spet na plan prišli s svojim znanjem, kako zaključiti tako zgodbo. Ampak kaj bo pa potem, tega pa ne vemo. Hvala lepa.